Torej, kaj je zdaj ta časovna svoboda oziroma dobra organizacija, ki nam prinaša to časovno svobodo? V online biznisu, moje stališče, pa ne samo stališče, ampak pravzaprav to, kar sama živim, je to, da za online biznis je dovolj nekje 10 do 12 ur na teden. Konkretno, tukajle imam listek, ne bom ga sicer kazala, ker je še nekaj drugih skrivnosti gor napisanih, ampak sama delam nekje oziroma imam zacahnjeno, da delam 12 ur na teden in v to je vključen tako čas, ki ga porabim za marketing, kot čas, ki ga porabim za izvajanje svojih online programov in vsega tega, to se pravi čas za razvoj. So seveda obdobja, ko v razvoj vložim več časa, to je takrat predvsem, kadar delam, bom rekla, ta spletne, tehnične rešitve, takrat si majčkeno več časa vzamem, ampak suma sumarum v tistem delu, ki ga, bom rekla, delate klasično tudi vi vsi ostali, ki verjetno ne raziskujete nekih orodij, je to, da v resnici v nekje 10 do 12 urah dela na teden lahko pridemo do tega, da preživimo in, bom rekla, živimo od tega dela. Zdaj, tukaj bi predvsem dala bi to poudarila, v 10 do 12 urah na teden lahko namreč mi zajamemo celoten tisti naš amor. O amorju sem že pisala, lahko pogledate tudi na moji spletni strani oziroma na mojem blogu. Skratka, v ta čas je všteto tako delo v administraciji, torej administracija, marketing, operativa, kamor štejem te zadeve, ko izvajamo naše programe ali ko suportiramo oziroma moderiramo naše programe, in pa kot razvoj programov oziroma razvoj našega biznisa. Skratka, za to je pa potrebna res dobra organizacija. Zdaj, jaz v temle e-predavanju se ne bom dotaknila organizacije z vidika produktivnosti, raznih trikov in teh zadev, se pa tega dotaknem kar dobro v svojih programih, skratka pomagam tudi skozi ta del, namreč, bom rekla, skozi svojo prakso vodenja različnih projektov, sem pač razvila kar nekaj, bom rekla, teh organizacijskih veščin in kar nekaj spoznala, kar nekaj teh orodij za produktivnost, pa ne samo orodij v smislu nekih tehničnih orodij, ampak orodij, bom rekla, tudi tistih notranjih orodij.